Na predvečer delavskega praznika 1. maja po Sloveniji in tudi na Kamniškem zagorijo številni kresovi. V kamniški okolici največji in najbolj mogočen kres pripravijo v Vrhpolju, vendar so letos po dolgem času kres pripravili tudi v Mekinjah. Ja, v bistvu rod bistriških gamsov, kamniško taborniško organizacijo, nas je k sodelovanju povabilo še KD Mekinje. Tako da s tem obujamo spet dolgoletno tradicijo v časih in pač taborniki smo bili zelo zainteresirani za en tak projekt. In smo rekli, pa bomo, ne? In smo res postavili zdaj ta kres, ki vidite tukaj v zadju, iz smrekco, na vrhu mislim, da je kakšne 3 metre velik. Ni največji, je pa z ljubeznijo narejen, tako bomo rekli, no. Drugač, imeli bomo golaž, se zdaj že lepo kuha, tako da še malo bo pripravljen. To, drugač pa tako. Koliko časa ste ga pa pripravljali? Ja, les smo imeli že navožen, danes, se pravi, začeli smo mene 10, pa tam do 3, no. Je bil večinoma postavljen, zdaj smo pa še tele koše gor zmetali, tako da je bilo nekaj, no, dela. Veliko dela pa so seveda imeli tudi neveljski in vrhpoljski mladinci, ki so pripravili že tradicionalno kresovanje. Poskrbeli so tudi za jedačo in pijačo, igral pa je ansambel Grintovci. Smo spet rekorden kres, ki je visok 9,30 metrov brez smreke, smrekomer 12 metrov. Kres in celo prireditev je organizirala neveljska, vrhpoljska in okoliška mladina s pomočjo Roka Jurjevca, ki nam je pomagal z dvigalom. Vsi, ki vas letos ne bo, pridite drugo leto na kresovanje. Kaj ste pa pripravili obiskovalcem? Obiskovalci pa imajo zelo hladno pijačo in odličen golaž. In res so se zelo potrudili. Točili so unionove izdelke, seveda pa ni manjkal tudi tradicionalni in zelo dober goveji golaž. Bolj ko se je večerilo, bolj se je raznemala zabava. Najbolj napet trenutek pa je nastopil, ko so prižgali kres. Kot smo omenili, je mlado in staro zabaval ansambel Grintovci, vmes med odmorom pa je nastopil tudi mladi bavarec slovenskega rodu, ki prav odlično obvlada harmoniko. Thank you.